Katera je prva stvar, na katero pomisliš o besedi Dolenjska? Predvidevam, da ti najprej pride na pamet res odlično vino, cviček, potem mogoče nešteto vinogradov, topli ljudje in pa verjetno kaj zelo dobrega za pojesti. No, do zdaj si pa gotovo tudi ugotovil, da naša ekipa v veliki večini prihaja iz teh koncev in to zelo radi tudi poudarimo. Ker se malo smatramo za ambasadorje Dolenjske, se nam zdi pravilno, da ti malce namignemo, kaj vse si je vredno pogledati, če zaideš v naše konce, pa tudi, če sem za eno popoldne. Na izlet se najraje odpravimo z avtom, ker je najenostavneje. Ti pa povem, da bo dogodivščina veliko bolj zanimiva, če se boš usedel za volan enega res fajn avta. Moja izbira tokrat je tale BMW Enka. BMW obljublja, da je avto veliko bolj prostoren, udoben in naložen s tehnologijami kot kadarkoli doslej. Fanti, zbi kuverto pa turistična navodila, prosim. Izvoli. Hvala. Začeli bomo z očitno, a posebno izbiro, ki jo v tej obliki verjetno še nisi doživel. Gremo. Obiskovalci so vse bolj prepričani, da je novomeški glavni trg po prenovi postal najlepše mestno središče v Sloveniji. Ker pa je trg od takrat naprej zaprt za ves promet, bo tale enkica počakala tukaj na parkirišču. Zdaj fino je, ker lahko parking plačate kar z SMS-om, no potem gremo pa peš čez glavni trg. Sem kakšna družba bila fajna? Nisem turistična vodička, zelo daleč, pa niti z Wikipedije vam ne bi rada kaj veliko brala, ampak kot domačinka vam pa lahko povem, da tukaj najbolj paše tista prava nedeljska kava. Po kavi pa se ne pozabi čez prehoditi čez Ketejev drevored in pa Ragovlog, si pogledati dve slikoviti cerkvi in pa naš epski pogled na novomeški breg. No pa tudi v muzej lahko zavije. Kar me je zelo všeč na novi Enki je, da sem jo lahko z lahkoto parkirala. BMW je z novo generacijo namreč nadgradil to vsakodnevno uporabnost vozila. Kljub temu, da avto ponuja izjemno veliko mero praktičnosti, pa BMW seveda ni pustil na cedilu vseh tistih pravih ljubiteljev BMW-jevega užitka v vožnji. Ovinki, v katerih lahko preizkušate še vedno odlično vozno dinamiko, pač brez bojazni, tudi prvi pogon je čisto super. No in pa seveda reka Krka so nas pripeljali do najmanjšega mesta na Dolenjskem, ki je obenem tudi edino mesto na otoku v Sloveniji. Zaradi pogostih poplav reke Krke se je Kostanjevice na Krki prijelo ime Dolenjske Benetke. To slikovito mestece zablesti najbolj poleti, ko lahko uživate v vodnih športih na reki Krki. Hkrati pa lahko obiščete tudi Kostanjeviško Formavivo, podzemno jamo, naprimer Krakovski gozd. Je pa Kostanjevica odlično izhodišče za vse pohodniške in pa tudi kolesarske poti. Koga pa za južno danes? Kdor ne hodi, naj ne je. Obilno kosilo tekne ti bolje, ko v hrib hodiš dobre volje. Zato osvojiti moraš najvišji vrh Dolenjske, kamor odšla boš na Golaž. Hudo! Sicer pa ne morem verjeti, koliko je ta avto prostoren. No, s prejšnjim modelom nimam izkušenj, ampak BMW je že sam zatrdil, da želi na tem področju narediti en velik korak naprej in mislim, da mi je kar uspelo. Za dnevni izlet sicer ne boste rabili veliko prtljage, ampak mislim, da tudi celotedenski potep ne bi bil noben problem. Meni 380 litrov ne pove, kaj je veliko, sem pa v glavi že preračunala, da v bistvu bi šlo sem noter vsaj tam mene pol moje garderobe. Sej pohod bi ful pasov, ampak naj vam namignem, da se da na Trdino vrh prideti tudi z avtom. Tle zelo prav pride tudi udobje avtomobila, sploh ko je cesta malce slabša, lahko celo makadamska. Podvozje namreč izredno lepo blaži neravnine, kar je koristno, ker ceste na Dolenjskem so pač originalne. Ampak Gorjanci niso zanimivi samo na 1178 metrov, ampak tudi že malo nižji.
Recimo v domu pri Gospodični, kjer si bom zdaj privoščila en golaž v kruhku. Njam si. A pa veš, zakaj se dom na Gospodični sploh imenuje Gospodična? Legenda govori, da naj bi stara in bolna ženica pila iz studenca, ki teče tule spodaj. Voda je nato povrnila mladost in v bistvu je spet postala Gospodična. No in prav zato vse Dolenjke izgledajo tako dobro. Po kosilu se pa še spet malo rekreirata, ne? In takrat recimo tudi ful dobro ploveš. Na Dolenjskem imamo sicer dvoje ful dobre terme, ampak naj ti pokažem še en pravi dolenjski biser. V Klevevžu izvira naravni termalni vrelec, ki tale bazenček ogreva skozi celo leto. No, tudi narava v okolici je res čudovita, tako da mogoče ideja za en družinski ali pa recimo romantični piknik. Ko boste ravno na poti do Klevevža, se pa lahko ustavite še pri gradu Otočec, ki je edini grad na otoku v Sloveniji, tako da lahko naredite en špancer okoli. Kaj pa še na koncu dneva? Ja, večerja. No, zdaj, ko je dan že malo dolg, pa recimo, da sem tudi že malo utrujena, je zelo fino, da za mojo varnost na cesti skrbi cel kup varnostnih sistemov. Takole pri vožnji na avtocesti bi lahko že skoraj spustila volan in avto bi me uspešno sam pripeljal na cilj. Če nisi iz Dolenjske, potem te naše specialitete skoraj zagotovo ne poznaš. Tole so pičiči. V bistvu gre za neke vrste finger food, pico testo, gor je ful sira pa omakice. Ful dober, pa ful easy, tako da moraš probati. Zdaj pa, ko smo avto varno parkirali, pa še en namig, kaj obvezno morate storiti, ko boste na Dolenjskem. Takole morate narediti. Če gledamo kamero, to je škimer.